Inspiracijski podcast za Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci in sledilci Fine podcasta. Tokrat je z mano ena bolj nežnih žensk v Sloveniji, in sicer Marina P. Frangeš, ki je dula in podjetnica, ustanoviteljica šole za starše Veva.si in ustanoviteljica Facebook skupine, ene največjih Facebook skupin za mamice Dojiva.se. Marina, pozdravljena. Živja. Marina je danes prihitela k meni tako, kot da rojevam, ampak jaz ne rojevam, rojeva se samo naš podcast. Ampak Marina, ti v bistvu si dula v prvi vrsti, čeprav razumem. Si to najbolj srčno ali so vse te stvari, s katerimi se ukvarjaš, nekako tvoje srčne stvari? Kaj je tisto, kaj najbolj čutiš? Dejansko sem dula, ampak ne dula kot samo biti zraven pri porodu, ampak dula tudi pri rojevanju projektov, ker dula je ženska, ki podpre žensko, kadar nekaj potrebuje, se pravi, kadar raste, kadar rojeva, kadar se rojeva kakršenkoli projekt, ne samo otrok. Sem dula najbolj srčno, kar je možno, ker verjamem, da je trenutek, ko ženska rodi, trenutek, ko se rodi mama. In ne samo, da se rodi otrok, to se dejansko rodi celotna družina. V tem trenutku se zgodi ena taka neverjetna, jaz temu rečem, porodna moč, ki jo ženska dobi in ki potem traja celo materinstvo in celo starševstvo. In zato je tako zlata vredno, da čuvamo ta prostor, da ta prostor nekdo varuje, da lahko ženska v miru rojeva. In dula je tista, ki ta prostor varuje v bistvu pri porodu in že pred porodom in potem. Zato rabiš kar moč tudi ti, v bistvu, da lahko tako podpreš ženske in tako zavaruješ. Ja, na nek način potrebuješ veliko zaupanja vase, veliko dobre komunikacije, da med to ekipo, ki je v porodnišnici, komuniciraš. In pa seveda v prvi vrsti je ženska tista, ki se v sebi odloči, kaj je njena varnost. Ker ona dejansko za porod potrebuje varnost. Tudi za starševstvo ti potrebuješ varnost. Zdaj pa nekaterim varnost predstavlja zelo naravno pot zaupanja vase, se pravi, jaz vem, kar vem in s tem delujem. Nekateri pa delujemo bolj tudi skozi naše možgane, ki so vrhunski organ in dejansko potrebujemo razumeti, zakaj nekaj vemo in si s tem potrdimo. To je to, kar počnemo v šoli za starše Veva. Dejansko dajemo staršem znanje, ker je premalo zaupanja vase. In celotna Veva ekipa res verjame, da delamo tako čudovito stvar, ker starše podpremo pri vseh njihovih odločitvah in pri izzivih v starševstvu. Sej, to je res, v bistvu starševstvo je ena taka zelo zahtevna naloga, se mi zdi, čeprav je naravno v nas dano, kak bi naj pač ravnali, vse je v bistvu v nas zapisano, jaz močno verjamem v to, ampak ker smo toliko v današnji družbi, se mi zdi, oddaljeni od samih sebe, je starševstvo ena največjih izzivov, ki pa vseeno, mislim, mi hodimo v šolo in se tam učimo marsikaj, starši nam predajo marsikaj, ampak za starševstvo kot tako pa ni nekih virov pravih, ne? Se ti ne zdi, da v bistvu imamo kar problem v današnji družbi z tem? Imamo kar veliki izziv, res je. Tako kot si rekla, vse imamo zapisano v sebi. Tudi dejansko naše telo res zna roditi. Telo ženske, konec koncev vmes smo se rodile in to je že nek zapis v naših celicah. In rodile so se naše babice, naše prababice, ampak problem je nezaupanja vase. In problem je, ko ti družba pokaže neko drugačno sliko, tako poroda kot starševstva. Ker če pogledam recimo samo mojo izkušnjo, pa vem, da je 90% žensk doživelo enako izkušnjo, prvi porod, ki sem ga videla, je bil filmski. To pomeni, stala je nekje pred lokalom, odtekla je filmsko voda, kričala je, poklicali so taksi, naslednji prizor v hollywoodskih filmih je noge za vratom, zelo verjetno je zmerjala partnerja in kričala, kaj si mi to naredil, nikoli več, in potem je rodila in naslednji prizor je blaženo dojenje v enem gugalniku in vse štima. Resnica, se pravi realnost, ne resnica, realnost je pa res, v bistvu lahko res čisto drugačna. Porod je lahko tako lepo doživetje. In toliko izkušenj imam že tudi s prvorodkami, tudi na spletni šoli, imamo tako lepe odzive na dejansko priprave na porod, ker mame zdaj zaupajo
sebi. To je nekako bistvo, ne? Se pravi, da se ženska približa nazaj sebi, svojemu bistvu in svoji notranji moči, ker ženska v bistvu nosi eno tako moč. Zakaj bi sicer narava dala to, jaz pravim temu privilegij, čeprav ti iskreno povem, iz lastne izkušnje sem jaz bila ful tak, pa zakaj sem jaz zakaj moram jaz roditi, ne? Najprej, predno sem zanosla in je bilo pač tisto kot neko prekletstvo, zakaj smo me ožigosane z tem trpljenjem in teroriziranjem telesa že skozi nosečnost in tak dalje. Bolj kot sem v bistvu se učila o nosečnosti, mislim in porodu že skozi nosečnost, skozi knjige in tako naprej, bolj kot se je ta porod približeval in tudi kasneje, ko sem ta porod dala skozi, se pravi, ko sem to transformacijo, o kateri govoriš, ko se v bistvu ženska spremeni v mamo, ne, dala skozi, zdaj mi gre kurja koža, sem pa doživela ravno to, da smo mi privilegirane, to je naš privilegij, to moški nikoli ne bojo mogli skusiti. Ne, kaj mi. Ampak gre pa za to, da je pač to na nek način tudi ena pot zaupanja vase. Ne? In zaupati vase moramo pravzaprav generalno skozi življenje. Ne? In spet je to neki privilegij, ker to nam da neko možnost, nam ženskam, da skozi taki proces v bistvu pridemo do tega. Ne? Res je. Ja. Res je. Jaz gledam v bistvu še skozi en velik izziv dejansko, ko smo rasli kot otroci. Vzgoja je tematika, o kateri lahko po moje govoriva dneve in dneve, ne? Pa ne bova prišli čisto do konca, ampak dejansko smo bili vzgojeni in tudi šolski sistem in služba, povsod delaš po navodilih. Veliko, mogoče ne povsod, ampak res veliko delaš po navodilih. Pa za vsako stvar v življenju imaš navodila, pa so knjige, pa kupiš nek stroj, pa so navodila, pa se lotiš nekega projekta, pa imaš načeloma navodila. Zelo malo je manevrskega prostora za projekte, za stvari, ki jih ti narediš sam. In pri porodu ni napotkov za točno dotično žensko. Tako. Ker smo si vse različne, pri starševstvu smo si vsi različni, imamo drugačne prednike, imamo drugačne starše. Tudi otroci so različni, že v bistvu v trebuhu noter je vsak otrok drugačen. Ja. In drugače doživlja in druge situacije, imamo stresne, vesele in vse to vpliva. Ne, vse to vpliva tudi na starševstvo kasneje in v bistvu ni nekega pravila. Največja napaka, ki jo delamo, je to, da se dejansko naslanjamo na neke zunanje vire, kako bi dejansko moralo biti takrat, ko imamo nek občutek, kaj bi pa mi morali narediti. Ne, in potem zgubljamo na tem zaupanju vase in enostavno ne vemo, ne znamo. Danes je perfekcionizem tako precenjen in ta 100% popolnost in Instagram je poln, Facebook je poln popolnih fotografij in pol dejansko težiš k temu, da pač delaš popolne stvari. In tudi tukaj recimo pravim, da največja popolnost je biti nepopoln in si dovoliti biti takšen, kot si. Tako. In zdaj, če še malo ostanemo v bistvu pri tvoji vlogi dule, jaz sem včeraj prebrala na tvoji strani en taki lepi zapis, ne? Ko pogledaš v oči žensko, ki rojeva, vidiš pričakovanje, strah, dvom, željo. Ko rojevajoča ženska pogleda v oči dulo, vidi svojo moč, brezpogojno ljubezen in popolno zaupanje vase. Spet mi gre kurja koža, ker pač to je neprecenljivo, če bi ženske vedle, koliko je pomembno, da imaš nekoga takega zraven v trenutkih poroda. Ne? Mislim, koliko je dul danes kaj v Sloveniji? Kako je to razširjeno pri nas? Vedno več. Vedno več, tako da je lepo, da rastemo. Jaz pravim tako, vsaka ženska, ki si želi, bi morala imeti dostop, da ima dulo ob sebi. Ali pa možnost, da ima babico, ki se izbere, ampak človeka, ki ponuja varnost. Tako in neko v bistvu to, da je med njima neka vez. Ja, ker če pogledava srno, ki rojeva na travniku, ne, ta bo v trenutku, ko začuti nevarnost, bo pobegnila. In dejansko, ko naši možgani zaznajo nevarnost, se v telesu izklopijo funkcije, ki niso nujno potrebne za življenje. In to je čista logika. In maternica, žal, nujna za življenje ni. Je nujna za življenje otroka, ampak pač najprej poskrbijo možgani za nas. Telo mame. Ja, telo mame. In zato je ta varnost tako pomembna. Ne? Zdaj, ta zapis, ki si ga prebrala, res je, ampak izhajam zgolj iz sebe, ker res verjamem v žensko. Jaz res verjamem, da je vsaka ženska sposobna roditi in mora imeti
okoliščine, ki to dovolijo. Zdaj lahko je ta dula tudi partner, ampak ta partner mora stati zraven. Če bo tudi on imel strah, kar je popolnoma normalno, ker varuje svoj največji zaklad, 2 zaklada, ne? In če nima tukaj zaledja v znanju, ker moškega pa morajo imeti, moški so bili lovci, Moški oni morajo princip vedeti. v bistvu mora Tako. vedeti točno, kaj To se ti bo veš dogajalo, odlično, ja. Ta del obvladaš. In potem, ko imata vsak svoj prostor, je to. Ne? Zdaj pa čim pa pride nek zunanji faktor, nek strah, pa ne vem, utripi naraščajo, pa CTG, pa recimo, ko prižgejo luči. Ne? Prižgane luči, se dejansko, redko kdo se ljubi pri prižganih lučeh. Dobro, zdaj ne bova čist natančno, ampak vse je dovoljeno, normalno. Ampak, ko mi zapremo oči, dejansko na nek način izklopimo tudi del svojih možganov. In kolikor so, to res ti dobro veš, koliko si pri moških pomembni, toliko bi jih mogle ženske med rojevanjem dati na stand-by, na off, zaradi tega, ker naše telo zna roditi. Tako. Naši možgani pa delajo štalo takrat. Ker merimo popadke, gledamo, enako je pri starševstvu. Ja. Želimo kontrolirati moškega. Recimo eden od takih dobrih predavanj, ki jih imamo. Ne? Želijo vse popolno, tako kot bi same naredile. Pa ne gre, ker mora imeti vsak svojo izkušnjo. Tako. Zdaj, ko smo ravno pri starševstvu, Veva.si je neka ta nadgradnja, mogoče seveda za tvojo ekipo, ki ste jo skupaj se povezali, različni strokovnjaki, ampak je to nek, bi rekla, vrh tvojega poslanstva. Je to tisto, kar si vedno želela, se pravi, da... Zdaj imam pa jaz kurjo kožo. Ja. Jaz sem skupina Dojiva se je nastala 5 let nazaj, ko sem nosila pod srcem hčerko. In v bistvu, mislim, da kakšna 2 meseca preden sem rodila, ko smo na veliko gnezdli, smo se preselili, sem jaz še rekla, dajmo mi narediti Dojiva se in dajmo narediti festival. In prvo leto smo ga začeli v garaži in zdaj je zraslo na 15 mest, 10 000 obiska staršev na šoli za starše. Wow. In to smo v bistvu, to skupnost smo gradili 5 let. In po 5 letih, nekako 2 leti je že rasla ta želja po šoli za starše, ampak nikakor se ni udejanjila. In po 5 letih smo rekli, če ne najdemo pa fizično prostora, pa dajmo na splet. In v bistvu smo tako potem že v prvem štartu ponudili 10 predavanj, zdaj pa jih je več kot 30. In ljudje gledajo ta predavanja, mislim, je povpraševanje. Absolutno je. Hvala Bogu. Ja. Hvala Bogu z vidika, ker se tudi meni osebno zdi ful pomembno, da se ljudje izobražujejo. Tako kot si rekla, moški mora biti izobražen, kaj se bo dogajalo, kaj se v ženski dogaja, ne samo kaj se bo na porodni postelji dogajalo, da lahko njej stoji ob strani. Ne? In pa potem starševstvo, tudi kako naprej. Ne? Jaz se spomnim svoje izkušnje. Rojevaš tam 17-20 ur, tudi 3 dni in potem kar ni pauze. V bistvu mi mislimo, zdaj bom dala porod skozi in potem bo, malo počivala. Malo bom počivala in pol bom šla v starševstvo in potem pa kar ni pauze, ker greš in je kar, ne vem, še danes v bistvu je moj sin star 3 leta in je in še ni bilo tiste pauze, prave, ne? In se mi zdi, da ker nimaš časa v bistvu dojemati vsega, kar se dogaja in zato se mi zdi, da izobraževanje, da sam v bistvu zaznaš to potrebo in pomembnost, da se izobražuješ na tem področju, ful pomembno, ne? Urška Repnik, prijateljica in soustanoviteljica, skupaj sva ustvarjali šolo za starše, je napisala v tem zadnjem vodniku, ki smo ga lani izdali na festivalu Dojiva se, eno krasno uvodno misel, da dejansko včasih smo živeli v vasi. In tam je bilo relativno jasno, zato ker si videl žensko dojiti, pa če ni tvoja mama dojila, ker nimaš mlajših otrok, si videl sosedovo, pa je nekdo povedal, kak je rodila, pa se je nekdo, ne vem, skregal s partnerjem, pa so povedali, kak so rešili. Skratka, to je bila vas. In mi dve sva z Dojiva se skupino ustvarili virtualno vas, kjer nas je zdaj že več kot 15 000. Mislim, da kar krepko več nisem povedala. 18 000, hvala. Sem pa gledala. No, evo, ne sledim vsem tehničnim podatkom. To je zdaj kar že vas, kar konkretna vas. In najin cilj z Urško je zdaj, da začneva vse ženske, ki sledijo, so začele dejansko pomagati drugim ženskam in se izobražujejo že skozi brezplačno skupino ves čas. In to je tako dragoceno, da ženska da ženski roko in ji pove, kako in kaj. V bistvu niti ne to, da pove, dejansko ji potrdi, kar že ve. Predvsem potrditev, ker tako smo rekli, ne vse nosimo v sebi, vso znanje v nas, včasih se je preprosto pa tudi treba samo umiriti, izklopiti vse na svete in se samo vprašati.
oziroma veš, kaj meni pomagalo? Meni je vedno pomagalo, če sem si rekla, kaj bi Levinja zdaj naredila, ali pa kaj bi žival naredila, recimo, nekaj žival vedno ve, ne? Žival ne bi naredila tega, mogoče, kar mi v družbenih naših vzorcih včasih določimo, da mora biti, recimo. Zanimivo si uporablja besedo Levinja, to jaz vedno rečem, da ženska po porodu, se pravi, nikoli ni pavze, seveda nikoli ni pavze in dejansko edina stalnica v starševstvu je sprememba. To je edina. Ves čas se nekaj spreminja, ni miru. In tudi, ko misliš, ok, zdaj pa je vrtec, zdaj pa je šola, pa si malo dahnem, ni. Ne? In včasih so rekli, mali otrok, mali izzivi, večji otrok, večji izzivi, lahko potrdim. Pa vsi, ki zdaj poslušajo, pa še nimajo otrok, tega seveda ne bojo razumeli, bojo pa kasneje dojeli. Kar je tudi ena izmed teh takih klišejskih resnic, ne moreš vedeti, dokler ne skusiš te. Res je. Ampak zato populacija raste, tudi zato. Gremo provat. Ampak tisto, kar sem želela povedati z beseda Levinja, bi se navezala, starševstvo je potrebno imeti krila, se pravi, da si nežen, da si sočuten, da si srčen. Kot ženska, kot mama, pa je potrebno od trenutka nosečnosti, poroda in potem naprej znati biti tudi Levinja in imeti kremplje. Ker se moraš postaviti tako zase, kot za svojega otroka. In če se prej tega nisi naučila, če si prej bila kdaj v poziciji ali v službi ali ne vem, v šoli, kjerkoli, da to nisi izrazila, potem to zagotovo z otrokom pride. In to je fajn. Ja. Otrok te definitivno nauči, te postavlja pred izzive, zbuja tudi tvojega notranjega otroka, dostikrat pravijo, ne, ti kaže to ogledalo za vse stvari, ki jih nisi še razčistil za sabo, ti v bistvu otrok potem včasih pritiska na tiste gumbke, ne, in v bistvu je starševstvo po mojem mnenju tudi en taki lepi poligon za osebno rast, ne. Koliko je zdaj tukaj pomembno pri tem poligonu, da imaš ob sebi ljubečega partnerja, oziroma da imaš nasplošno ob sebi družino, ki te podpira. Recimo tudi, če zdaj greva malo na tvoje življenje, na tvoje vse te vizije, ki si jih tudi uspela uresničiti, koliko je bilo pomembno tukaj, da si imela suport zdaj? 99,9%. Vse to je bilo malo tak retorično vprašanje sicer. Bom dala možnost za poslušati. Ne vem, če bi zmogla. Mislim, nikoli ne veš, tako kot pri porodu ne veš, kako bi bilo, če bi bilo karkoli drugače, ampak je zelo pri mojem delu, mislim, moja osebna izkušnja kot dula, dejansko stoji mož za menoj, stoji moja mama, moj oče, družina stoji za menoj, ker preskrbijo za mojo družino, pa me lahko včasih tudi 24 ali pa 48 urni. Enako je pri dojenju, recimo, kadar grem kot svetovalka za dojenje, pa je kak urgenten primer, pa prosijo, če lahko prej. Dejansko je tukaj zadaj ene velike organizacije, veliko podpore pri vseh projektih. Ja, seveda. Ampak zdaj pa še mi povej, nisva še pomenila Zize, ne? Ziza je pa tvoja blagovna znamka. Zakaj to ime? Mislim, ful mi je všeč v bistvu, da si tak pristno ime uporabila, ne? Ziza je blagovna znamka za blazine, ne? Nosečniške in pa blazine za dojenje in gnezdenje si že prej omenila, mogoče malo več poveš o tem. In pa še tu dodamo eno podvprašanje, kdaj se je pravzaprav pri tebi vse skupaj začelo v življenju in kaj je bilo tisto prvo, kar je potem zgradilo ta tvoj mini imperij? Ali pa niti ni več tako mini v bistvu. Ne, že kar zrasel. Mislim, da ti lahko z enim stavkom, ki mi je zdaj padel na pamet, povem odgovor na vse. Okay. Pa ti bo všeč verjetno. No. Vse je fajn. Ja, yes. Vse je fajn. Mislim, Ziza je fajn, to sem najprej pomislila, ne, ko si me vprašala. Ziza je blagovna znamka, ki je nastala 9 let nazaj, ko sem pod srcem nosila sina. In takrat sem dejansko dojela, da ko smo noseče, vsi razmišljajo samo o otroku. In tudi pri porodu. Gospa, boste vi odgovorni za otroka, pa dajte tak narediti, pa to je prav, pa to ni prav. Pa ko se otrok rodi, je premalo oblečen, je preveč na dojki, je premalo na dojki, je razvajen, spi skupaj z mamo, pa ni okej, pa spi svoj posli, pa ni okej. Skratka, nikoli ne narediš prav. In jaz sem v času nosečnosti razmišljala, da je potrebno poskrbeti za žensko, ker če je ženska srečna, potem se tudi otrok razvija lepše, boljše, bolj zdrav in vsi ostali pridevniki zraven. To je v bistvu temelj. Ja. In zato sem želela ne imeti blazin z otroškimi vzorčki, to je bilo dejansko izhodišče, ampak eno res dobro podporno blazino, ki podpira tako mamo
z vzorci, z tem, da najde nekaj, kar ji je všeč in s tem, da seveda optimalno podpre otroka v trebuščku, ker za spanje je pa vendarle pomembno, da ti kolena ne tiščiš skupaj, da se ti dobro na boku počutiš, prekrvavitev je boljša in Da tako se tudi naprej. dobro naspiš na koncu koncev, ne? Kar Na zalogo, ne? na zalogo naprej, ne? Ja, na zalogo ne gre, ampak tukaj pri spanju je ena taka res obširna tematika. Na Veva smo jo zelo dobro razdelali in toliko staršev je že dalo skozi te kvalitetno Izkoristiti. Ja, Ja. kvalitetno izkoristiti tiste trenutke, ki jih imaš, čeprav jih je malo, ampak da takrat dobro spiš. da takrat dobro spiš. Ja, to je res. Da nimaš to-do liste, ki jo imamo vedno zvečer in potem enostavno si raje privoščiš malo spanja. Ja, ja. Ker ga No, rabiš. se pravi, tako rekoč podporne spalne blazine, blazine za dojenje Ziza. Potem imamo Dojiva se, podporna skupina in skupnost in vas, mamic. Potem veva.si, spletna šola za starše z zelo veliko, res srčnimi strokovnjaki, ki odpirajo res pomembne teme in na tak način dajo neko to podporo staršem, novo nastalim staršem, ki jim ta podpora vsekakor manjka v današnjem sistemu. Plus tvoje srčno delo, Dule, da stojiš ob ženskah in jim daješ to zaupanje v sebe. Marina, lahko ti rečem samo kapo dol, kapo dol in hvaležna sem ti v bistvu, da si del naše skupnosti. In da, ker takšnih res potrebujemo veliko, ker ženske imamo v sebi eno moč, ki je pa nekako, kadar je ne čutimo, zelo trpimo. Če bi jo pa čutile, ne, bi pa ne zmagovale samo zase, ampak tudi za naše moške in tudi za našo družbo. Ne. Ja. Se pravi, to ni tista moč, katere se moški bojijo, ali pa družba, se pravi, ko ženska hoče biti moški, torej ko hoče moški princip, ampak je tista druga moč, tista Notranja. brezpogojna ljubezen, ki Ja. se rojeva v nas ženskah. Res je. In tukaj sem jaz tako hvaležna za celotno ekipo, ki se nam je pridružila, ker so prihajale tako, v bistvu smo ženske, zdaj imamo dva moška zraven, tako da smo končno malo uravnovesili. Ampak ta ekipa je tako srčna in tako strokovna in to mi je zelo pomembno. Dejansko tukaj so predavatelji s toliko znanja in praktično se ne zgodi, da ne dobiš odgovora na neki izziv. In tu sem zelo hvaležna za to prebujanje in zelo hvaležna vsem staršem, da nam zaupajo in da so sprejeli in da lahko s tem tudi rastejo. Tako. In jaz mislim, da je to super zaključna točka za naš fajn podcast, da smo super poklepetali, da smo odprli tudi zelo pomembne teme. In zdaj pa, kaj čem reči, vsaka na svojo fajn pot naprej. Fajn je bilo, Maja. Hvala. Adijo. Adijo. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.